S svojimi uspehi je občane tudi letos prepričal telovadec Beno Kunst in tako že drugo leto zapored osvojil naziv športnik leta. Strokovno nagrado Športne zveze Brežice za športnico leta je prejela Nastja Galič, strokovno nagrado za športnika leta Klemen Gerčar, strokovna nagrada ekipe leta pa je šla v roke ekipi Društva borilnih veščin Katana oziroma Maruši Rus in Jedrt Jevševar. Za športnika leta morajo dosežki presegati najvišji nivo v državnem tekmovanju ali doseganje nekih vidnejših rezultatov v mednarodnem tekmovanju, v teh klubskih panožnih zvezah. In v bistvu na podlagi tega potem društva predlagajo svoje kandidate, komisija oceni ustreznost kandidatov in se potem v bistvu tudi na podlagi prispelih glasov, ki jih pač v javnem glasilu objavimo, potem izbere športnik leta ali športnica leta in seveda tudi ekipa. Na prireditvi so podelili tudi številne druge nagrade in priznanja. Letos imamo v bistvu v 15 panogah športnih tudi nagrajence od priznanj pa vse do plaket in pač športnika leta. Prav zaradi razmeroma dobre razvitosti športa v občini in množičnosti kakovostnega športa v Brežicah nimajo težav pri izbiri. Težje se je opredeliti za posameznika oziroma posamezno ekipo. S tem ima tudi komisija dosti težje delo pri izboru, ker ima res vedno na izbiro zelo vrhunske rezultate posameznikov in ekip in se vedno težje odločamo o tem, kateri tisti res pravi. Brežiški športi seveda so že od nekdaj nekje atletika. V atletiki dosegamo zelo dobre rezultate, seveda tudi v teh borilnih klubih, seveda tudi ne moramo pozabiti tudi teh ekipnih športov. Nasplošno, se pravim, zelo težko je danes omeniti neke posameznike, ker je tudi pri izboru imamo težko nalogo, ker imamo res lahko rečem za naš kraj vrhunske dosežke v športu. Kvaliteta športnikov in njihovih treningov pa se je precej spremenila tudi zaradi ustrezne športne infrastrukture, dodaja predsednik Športne zveze Brežice. Seveda posledica takšnih rezultatov je seveda v tem, da imaš na razpolago infrastrukturo, ki moram reči, da imamo, bom rekel, v Sloveniji nad povprečjem zelo dobro infrastrukturo in seveda tudi posluh občine za šport v občini, ker tudi preko financiranja se vemo, da gre v bistvu na takšen ali drugačen način skoraj $500 000 sredstev v bistvu iz financiranja proračuna društvom, posredno ali neposredno, in omogočanje vadbe v, bom rekel, zelo kvalitetnih prostorih.